Pozdravljeni. Je turbina z manjšim presekom na pogonskih sklopih Ferrari res prednost in se bo to poznalo kot neke vrste skrivno orožje na progah, kot je ona v Monaku? Na to in še marsikatero drugo vprašanje bomo skupaj skušali najti odgovor v naslednjih minutah. Da imajo predvsem pri skuderiji Ferrari ogromno prednost pri štartu, smo verjetno ugotovili vsi mi navdušenci Formule 1. In glavna zasluga tej prednosti gre verjetno turbini z manjšim presekom. Ker imamo manjšo turbino, je tudi zakasnitev bistveno krajša, ampak po drugi strani je takšna turbina tudi tista, ki ne zagotavlja one moči, ki je potrebna, ko obrati pridejo tja do vrhunca. In opazili smo tudi, da čeprav Ferrari fantastično štarta, približno v 10 krogih se ne more več boriti z Mercedesom. Namreč dvojni V17, kljub temu, da slabše se požene iz štartnega položaja, na to, predvsem z boljšo porabo in regeneracijo električne energije, dobi tisto kardinalno prednost. In tu se moramo za trenutek vrniti k Frederiku Vasserju. Verjetno ste opazili, kako je bil kritičen do FIE. Namreč dejal jim je, kako so pri Ferrariju že zdavnaj ujavili, da z letošnjim pravilnikom bodo imeli skorajda vsi težave na štartu. Zato so se pri Ferrariju odločili za manjšo turbino. Za turbino, ki bi na samem štartu skorajda izničila težave. Ampak zakaj ostali niso sledili temu vzgledu same skuderije? Namreč ostali so verjetno gledali na dirko kot celoto, kjer štartati dobro ali slabo ni tako pomembno. Pomembno je dano razdaljo prevoziti v čim krajšem času. In takšnega mnenja so bili na primer pri Mercedesu, ampak tudi Red Bullu, Audiju in seveda Hondi. In sedaj se pojavlja dilema. Ta enkraten štart, ki ga imajo, predvsem pri skuderiji Ferrari z Charlesom Leclercem in Lewisom Hamiltonom, je v resnici prednost ali pa je samo del dirke, ki pa na koncu ne prinese željenega rezultata. Nekateri navdušenci so prepričani, da na progi, kot je tista v Monaku, bi lahko bilo to odločilna prednost. Namreč na samem začetku bi lahko oba Ferrarija dobesedno švignila naprej in nato nadzorovala dogajanje. Kajti po prepričanju mnogih v Monaku je prehitevanje skoraj nemogoče. A tu zopet moramo zadeve gledati iz drugačnega zornega kota. V sezoni 2026 se je bistveno spremenil koncept bolidov. V letošnji sezoni ni tako pomembno imeti oprijem kot končno hitrost. In upam, da smo to že ugotovili. Govorili smo tudi o tem, da pri Ferrariju je prav končna hitrost tista, ki manjka. In posledica je res lahko turbina z manjšim presekom.
In na progi v Monte Carlu je možno prehitevati. Seveda je težje, ampak z letošnjim setom pravil bi lahko videli v teoriji celo več prehitevanj, kot smo jih videli v obdobju 2022 do 2025 ali pa še v onem prejšnjem. Zakaj? Imamo, vsaj po mojem, najmanj 3 točke, kjer z pomočjo električno-hibridnega dela bi se dalo dokaj enostavno prehiteti. In verjetno marsikdo je sedaj začuden, ampak poglejmo si malce, kako izgleda proga od ovinka Antony Doge pa tja do vhoda v tisti znameniti Saint-Devo. Ravnina, kjer je asfaltna površina dovolj široka in bi se dalo prehitevati. Tu smo imeli včasih tudi edino območje DRS. In nekdo bi dejal, v redu, ampak na prvi pogled nič takega in tam v Saint-Devo prehitevanje ni tako enostavno in z vami se strinjam. Ampak med ovinkom Saint-Devo in Massenet je tisti vzpon Gori Vaš. Če bi je prišla do izraza tista moč, ki jo daje električno-hibridni del, bi bilo to prav na tem vzponu. In zopet smo na mestu, kjer oni, ki bi imel bolj polne baterije in bi lahko uporabil več električne energije, bi lahko imel velikansko prednost. A zopet mesto, kjer mi navdušenci nismo prepričani, da zadeve bi delovale. A govoril sem o 3 območjih. Namreč že klasično na progi v Monaku imamo mesto za prehitevanje, ki ga pa marsikateri navdušenec dobesedno spregleda. Vhod v Noël Chicane, takoj po izhodu iz tunela. In če smo zopet iskreni, od ovinka Portier prav do Noël Chicane skozi tunel, imamo zopet del proge, kjer je asfaltna površina skorajda ravna. In ja, imamo 3 točke, kjer se v Monaku lahko prehiteva, vsaj v teoriji, kar je še bolj pomembno. Imamo tudi območja na progi, kjer se že tako ali drugače da napolniti baterije. In torej lahko pridemo do zanimivega zaključka, da res z zmanjšanim presekom turbine bi lahko na štartu, na primer oba bolida Scuderie Ferrari, imela določeno prednost. Ampak imamo tudi 3 točke, kjer je hitrost višja od 250 km/h. In torej v teoriji ne vidim, zakaj bi morali imeti z dobrim štartom pri Ferrariju neko odločilno prednost, če predtem ne nekako rešijo njihovega poglavitnega problema tega začetka sezone. In govorim o nekoliko nižji končni hitrosti. In tu ni nobena težava v samem bolidu, temveč v izboru, ki so ga pri Scuderii Ferrari naredili na samem začetku. Hoteli so biti drugačni od drugih in zato so tvegali. Ampak zaenkrat tveganje se ni izkazalo, vsaj po mojem, kot pravo. Ampak velika nagrada Monaka bo kmalu na koledarju in do takrat bomo zagotovo vedeli, ali so pri Ferrariju, na primer, odpravili to pomanjkljivost, ki jo imajo. Čeprav
Nekateri govorijo o tem, da pri Scuderiji že pripravljajo nov pogonski sklop, vas moram razočarati. Sistem A-duo, kar se tiče izboljšav samih enot, je jasen. Popolnoma novega pogonskega sklopa v letošnji sezoni ne bo mogoče videti. Šele ko bodo ugotovili, da ima na primer Ferrari 2% ali več zaostanka za najmočnejšim, bodo lahko naredili eno spremembo, kar pa verjetno ne bo obrnilo zadev na glavo. A toliko za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.